Dajmo pogledati vašo napoved, strelci. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo še dodatno razjasnili te pomene, da bi dobili malo več informacij in nasvetov. To so splošne napovedi, zato se je potrebno interpretirati pomene po lastni presoji. Kar se ne poistoveti z vašo situacijo, enostavno ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez dvoma. Ok, dajmo kar začeti. Ok, zelo zanimivo. Kot splošno energijo tega vpogleda imamo tukaj dvojko kelihov. To mi govori o tem, da se bo vaš teden nekako nanašal na vaše odnose. To so lahko ljubezenski odnosi, lahko so prijateljski, poslovni, družinski ali katerikoli. Ampak definitivno je tukaj v bistvu iskanje neke povezave, neke harmonije. In zelo možno je, da se to navezuje na neko osebo, ki v prejšnjem pogledu se spomnim, da smo imeli neko osebo, ki se je izkazala za drugačno ali nekaj takega je bilo. Tako da jaz bi rekla tukaj, da definitivno, ker imamo tukaj spodaj sedmico mečev, da v bistvu se tukaj te konflikti razrešujejo, da se nekako energije spet postavljajo v ravnovesje in da boste tukaj našli neko lepo skladnost. Dajmo zdaj pogledati preteklost. V preteklosti ve, da ne vem, zdaj če ta odnos recimo, oziroma v preteklosti ve, da ste imeli neke temelje postavljene, nekako, sploh če je to v zvezi s tem odnosom, tukaj ste imeli neko stabilnost, neko osredotočenost, vedeli ste, kaj si želite od tega odnosa, nekako ta odnos je funkcioniral, oziroma ta situacija. In nekje ste dobili potem neko motivacijo, nek zagon, da to v bistvu še bolj nekako, da najdete ta fokus, da to še bolj natančno ali še bolj dovzetno to nekako spravite v nek red, oziroma da nekaj tukaj, da nekaj še izboljšate, nekako tako bi rekla. Zdaj v trenutni situaciji je videti, da delate nekako na tem, oziroma mogoče se celo bolj zapirate vase, tukaj nekako v sebi iščete neko ravnovesje, neko harmonijo, kreativnost in nek dogodek vam je pomagal v bistvu, da ste se nekako prebudili, da ste izstopili iz nekih okvirjev, v katerih ste se postavljali sami in da ste tukaj našli neko osvoboditev, nekako nek preporod, bi rekla. Zdaj za bližnjo prihodnost imamo karti stolp in sonce. In na nek način se tukaj lahko, jaz bi rekla, da tukaj lahko pride do nekega dogodka, ki vas bo na nek način šokiral. Ampak hkrati bo to dober šok, to bo zelo dober šok. Zato, ker imamo tukaj karto sonce. Se pravi, neka novica, nek dogodek te šokira, ampak je na dober način. Kot da recimo, ne vem, se zgodi, da se ti uresniči neka želja, ki nikoli nisi pričakoval in je tako nenavadna, tak šok, ker ti naenkrat spremeni življenje, ampak je dobro. Je nekaj, kar si vi, strelci, očitno želite. Dajmo pogledati malo bolj podrobno. Ne bomo tako, opala. No, zdaj pa so se karte kar že razgovorile, kar padejo. Zdaj tle sem jaz videla dosti, te bomo dali tako ob strani, ker so padle ven. Dosti štirk imamo tukaj, tudi med mešanjem sem videla 2 štirke plus tale še štirica mečev. Zdaj tukaj imamo trojko novcev obrnjeno, kralja mečev obrnjenega in desetico palic.
Ja, tukaj gre definitivno za neko sodelovanje, nek odnos, neka izmenjava, ampak nekaj tukaj ni bilo pošteno. Nekaj se ni, pač bili so dobri temelji v odnosu, ampak pol kot nekako je prišlo do neke nepoštene izmenjave ali pa so se neke stvari obrnile in nekako spremenile potek dogajanja. Nekaj novega je prišlo vmes ali pa nekaj, na kar sami niste imeli vpliva in vas je to za en čas porinilo v obdobje stagnacije, ko niste v bistvu nič nekaj konkretno vlagali energije v to ali pa da bi nekaj se trudili okrog te vaše situacije. Videti je, da ste nekako se postavili zase, ampak hkrati to, ko ste se postavili zase, je to v vas vzbudilo ogromno nekih bremen. Na nek način ste začutili, kot da se ne pomikate v pravo smer ali pa ste si na vso silo prizadevali, da bi nekaj zaključili. Vidimo, če vam je to tudi uspelo. Tukaj imamo kot akcijo karto cesarico obrnjeno in kot izid devetico mečev. Ja, tukaj vam definitivno to na nek način mogoče ni uspelo izpeljati na tak način, ko ste si sami želeli, strelci, ker se vidi tukaj, da ste se obremenjevali z nečim. Imeli ste neke notranje konflikte, neke dvome, morda tudi neprespane noči. Tukaj imamo karto cesarja. In jaz bi rekla, da ste tukaj na nek način pokazali svojo odločnost, povedali to, kar vam leži na duši, ampak mogoče ste to, ker imamo tudi kralja novcev tukaj obrnjenega narobe, mogoče ste to povedali preveč ostro, preveč premalo čustveno, tako bi rekla. Ne, da ste bili preveč ostri, ampak mogoče ste bili preveč nekako sebični, kar niste nič narobe, ampak vas je to nekako, mogoče te, ne vem, jaz bi tukaj rekla, kot da ste hoteli nekaj spraviti v red. In to, kar ste hoteli spraviti v red, ste zelo tako konkretno povedali, konkretno ste dali te besede na dan. Nekako ste hoteli v bistvu spremeniti iz cesarja v cesarico. Se pravi, na nek način ste hoteli ustvariti neko udobje, neko harmonijo, ne vem, neko nežnost, ampak v bistvu rezultat ni bil glih tak, kot ste ga pričakovali in to vas je nekako spravilo v razne dvome in skrbi. Dajmo pogledati, kaj se zdaj dogaja v vaši situaciji. Tukaj imamo karto Luna obrnjeno, kraljico kelihov in as mečev obrnjen. Ja, jaz bi rekla, da ste pol spremenili taktiko, da ste nekako se soočili s temi svojimi strahovi in ste pokazali to svojo čustveno plat. In to vam je v bistvu pomagalo, da ste se na nek način prerodili, da ste odprli v sebi nekaj, kar ste recimo dolgo časa skrivali. Neke strahove ste dali na površje, se z njimi soočili, jih pogledali nekako bolj čustveno in to vam je v bistvu prineslo ogromno neke jasnosti za prihodnost. Dajmo pogledati še na svet in izid. Ja, definitivno je pomembno, tukaj imamo trojko mečev obrnjeno narobe, ki govori o tem, da gre ta žalost iz našega srca proč. In imamo karto zmernost, ki v bistvu nakazuje na to, ta karta pomeni v bistvu, to je karta zdravljenja. Ko prideš pred neko situacijo, ko se nekaj zaključi in v bistvu rabiš en čas, da nekako najdeš spet tisto harmoničnost, tisto zadovoljstvo v sebi, da nekako pozdraviš te svoje čustvene rane. In zdaj, če so to neki strahovi, ki so se dvigali na površje, recimo, da ste prišli v neko situacijo, ko ste, ne vem, nekaj se zgodilo in to je v vas dvignilo strahove, da se nekaj ne bo izšlo, da bo nekaj razpadlo, da se bo nekaj zaključilo. In v bistvu, ko ste vi to povedali, ko ste vi izrazili te vaše strahove,
dobili neko jasnost, lahko, da vam je ta druga oseba predstavila neko drugo perspektivo in to jim je odprlo v bistvu neko novo obzorje. In zdaj, kar vam karte svetujejo, je, da v bistvu vse te strahove nekako pozdravite. To, da ste te strahove, ki so prišli na površje, da jih nekako sprocesirate. Torej, da recimo razmišljate o njih in razmislite, če so to res neki konkretni strahovi ali se to nanaša na neke pretekle travme, na neke pretekle izkušnje, ki se niso izšle. In tukaj pomeni, da najdete to harmonijo v sebi, da se ozdravite teh negativnih čustev. Torej, da nekako vzamete čas zase, tudi imeli smo dosti štirk, ki so padle ven, torej, da si vzamete čas zase, zato da nekako predelate vse te strahove, vsa ta čustva in da v bistvu najdete v sebi mir. Dajmo pogledati, kaj se potem obeta v prihodnosti, ker tukaj se zdi to kot nekaj zelo zanimivega. Evo, karta norec, to je že dober znak. Imamo pa osmico novcev, štirico palic obrnjeno in devetico palic. In tukaj imamo še devetico kelihov. Ok. Definitivno tukaj vedeti, da se boste nekako osredotočali na to. Zdaj, lahko, da se boste nekako osredotočili na te vaše strahove. Tukaj boste delali na nečemu, mogoče na sebi, mogoče pa je to nek vaš projekt, na katerem boste zdaj delali, da bi ga sprovedli do konca. In tukaj je v bistvu ta štirka palic, bi jaz rekla, da se nekako nanaša na te dve karte. Torej, tukaj se bo potem zgodil nek dogodek, ki bo na nek način vas bo šokiral, pretresel, ampak bo dober. Sam na nek način bo treba stopiti iz cone udobja tukaj. Jaz bi rekla, da se bo zgodilo nekaj, kar boste strelci rekli, aha, sem ti rekel, da se bo to zgodilo. Sem ti rekel, da bo tako, ampak v bistvu, kako se bo potem ta situacija zaključila in obrnila, bo čisto drugače od tega, kar vi zdaj pričakujete. Ne, upam, da ima to nek smisel za vas. Evo, tukaj imamo ponovno štirko in sicer štirko novcev kot izid in kraljico novcev kot nasvet. Ja, jaz bi tukaj rekla, da nekako življenje vas usmerja k temu, da nekako uravnovesite te energije. Zdaj, tukaj v preteklosti ste bili zelo ostri, zelo hladni, zelo direktni, potem ste se nekako omehčali, nekako ste postali bolj čustveni. Ampak zdaj pa je to treba nekako združiti, da to energijo od prej in to od zdaj, se pravi to čustveno energijo in tisto bolj odločno energijo, da nekako, da znate uporabljati hkrati, ampak v pravem ravnovesju. Torej, da niste preveč ostri, niste preveč čustveni, ampak ravno nekje vmes. Oziroma, da prilagajate te dve energijo glede na situacije, v kateri se znajdete. In zelo je pomembno tukaj, da, mislim, ne da je zelo pomembno, ampak kot izid se kaže, da boste nekako prišli v to poravnavo med srcem in možgani. Se pravi, da ni vse tako, da se ne usmerjate vsemu tako, kot mora biti, ampak da pogledate tudi iz čustvene plati in da nekako najdete to neko sredino, to neko ravnovesje. Zdaj, ta karta dostikrat nakazuje tudi na to, da si preveč sebičen, da preveč kot v smislu škrt, da preveč vse zapiraš vase in to, ampak glede na to, da imamo tukaj take lepe karte in tukaj tale odhod iz neke cone udobja ali pa nekako prekinitev nekih starih vzorcev, je tukaj ta karta v bistvu kot nek dokaz za to, da boste našli v sebi to harmonijo, to povezavo in to nekako poravnavo s svojim višjim jazom oziroma s srcem in možgani. Torej, da znate ob pravilnih situacijah odreagirati tako z možgani kot s srcem. Torej, na nek način poveste svoje meje, pokažete svoje misli, mislim, svoje korake, svoje ideje, ampak hkrati ste tudi čustveni, niste preveč nekako sebični ali tako, nekako tako bi to opisala.
Strelci, hvala, ker ste bili do konca z mano v družbi in želim vam lep in prijeten teden.